Redke so tekme, ko je po zadnjem sodniškem žvižgu težko najti najbolj primerne besede za opis dogajanja ali definiranje občutkov. Z mariborske strani je imela tekma finala Hervis pokala Slovenije šokanten razplet, toda skupni vtis ob vseh okoliščinah ostaja odličen. Ekipa je igrala okrnjeni in še bolj pomlajeni zasedbi kot ponavadi. V finalu smo spremljali razburljivo, a nadvse zanimivo in kakovostno tekmo. Slovenski klubski nogomet je v sredinem večeru doživel najlepšo promocijo. Ja, sigurno, da za gledalce je bila zelo zanimiva tekma, odprta iz obeh strani, iz naše in iz njihove, ampak nažalost nam ni uspelo. Po naših napakah dobimo ta zadetek in to je sestavni del športa. Zmeli smo praktično pri 3-3, ko smo izenačili vse v svojih rokah, mi smo napadali, oni so se povlekli nazaj in pol dobiš ta nesrečen gol tako in vse pade v vodo. V sezoni 2010-2011 bo ostalo zabeleženo, da je NK Maribor državni prvak, pokalni zmagovalci so Domžalčani. Delitev plena je prinesla 90-minutna srhljivka v Stožicah. Da se obeta pestra predstava, je bilo jasno že po prvem udarcu. Žuninjo je v 3. minuti z velike razdalje zatresel mrežo, toda gol ni bil priznan. Že prej se je oglasil sodnik Skomina, saj je šlo za neposreden udarec proti vratom brez mestne kratke podaje. Zares se je najprej zakuhalo pred domžalskimi vrati. Mezgi se je na desni strani odprla pot do vrat, obšel je vratarja Vidmarja, ki je zapustil svoj prostor, nameril proti vratom, vendar je pred golovo črto žogo izbil v kot Knezović. V nadaljevanju akcije pa prvi gol na tekmi. Odličen predložek Vilerja, Filipović pa je z glavo spretno usmeril žogo v desni kot. Za prvi izbruh navdušenja na delih tribun z navijači v vijoličastem, ki so prevladovali med 6000 gledalci. Kmalu že izenačenje. Učinkovito je domžalski napad zaključil Žuninjo. Z udarcem 14 metrov v levi kot po podaji Šimunovića sredine kazenskega prostora. V 37. minuto bomo pomnili po 11 metrovki za Domžale, dosojeni na veliko presenečenje prisotnih. Po predložku Žuninja v kazenski prostor je ob dvoboju s Tavarešem obležal Knezović, sodnik Skomina pa je pokazal na belo točko in hkrati še rumeni karton Tavarešu. Z bele točke je nameril Pekić, toda Radan je preprečil njegovo namero. Žoga se je ob posredovanju našega vratarja odbila v prečnik in nazaj na igrišče, Rešek pa jo je izbil v kot. Toda v nadaljevanju akcije spet slavje ekipe v rumenem. Kot je izvajal Žuninjo, žoga je prišla mimo gneče igralcev do Pekića, ki jo je poslal v mrežo. Odločen začetek drugega polčasa je napovedal s predložkom v kazenski prostor Mezge, Vidović je bil najvišji v skoku, žoga pa ob levi vratnici. Kazen za povečan pogum vijoličastih pa v obliki povečanja zaostanka. Domžalčanom je uspel protinapad, ki ga je začel Žuninjo. V nadaljevanju akcije je Zatković po preigravanju do Šimunovića, ki je na koncu spravil žogo v mrežo. Nato minute Roberta Berića. Prvič do dvoboja 1-1 z domžalskim vratarjem, toda Vidmar je išel iz dvoboja kot zmagovalec. Poskus številka 2 in zadetek. Berić tokrat ob novem soočenju uspešnejši od Vidmarja, po podaji Rajčevića z glavo je natančno nameril v levi kot in potrdil nepopustljivost ekipe. Potem pa 11 metrovka tudi za Maribor. Prodor Berića je s prekrškom v kazenskem prostoru ustavil Zec in si prislužil rumeni karton. Vlogo izvajalca je prevzel Mezga in z dovolj močnim ter natančnim udarcem proti desnemu kotu premagal Vidmarja.
Lov na izenačenje je bil začasno ustavljen, po podaji Mezge si je Berić priboril prostor v kazenskem prostoru, toda tokrat si ni uspel umiriti žoge in razplet brez zaključnega udarca. Dramatični dogodki so si kar sledili. Po tem prekršku so Domžalčani ostali z igralcem manj, izključitev za Tejinovića, na tla je izbil Filipovića, sodnik Skomina mu je pokazal drugi rumeni karton in pot z igrišča. Trenutek odločitve v 78. minuti. Po protinapadu kot za Domžale, izvajal ga je Juninho in žoga se je odbila v gneči igralca do Pekića, ki jo je uspel spraviti čez golovo črto. S tem drama še ni bila končana. Še enem domžalskem protinapadu je v zadnjem trenutku Mezga ob sodelovanju z vratarjem Radanom izbil žogo pred smukalcem v kot. Na drugi strani je poskušal poskrbeti za podaljšek in podaljšanje negotovosti Tavares, Vidmar je odbil čez prečnik. Novi pokalni zmagovalci so zapretili še v tej akciji. Po globinski podaji v prazen prostor, Smukavec v samostojnem prodoru, Radan je stekel iz vrat, Smukavec je padel, sodnik Skomina pa mu je pokazal rumeni karton zaradi poskusa izsiljevanja prekrška. Po razpravi s tekmecem pa nato opomin še Radanu. Da je bila mera polna, v končnici še zadnja priložnost za izenačenje in podaljške. Berić znova pred Vidmarjem, toda domžalski vratar je bil uspešnejši in srčna, bojevita, kakovostna predstava obeh ekip se je končala 4-3 za Domžale. Posrhljivki, kakršne že dolgo nismo videli. Če si prisoten na tako zanimivi tekmi in narediš veliko dobrega, vendar ne osvojiš pokala, ne moreš biti zadovoljen. Jasno je, da bomo najdli iz te tekme nekaj dobrega. Tega dobrega je bilo, vendar kljub temu želeli smo si zmagati, fantje so na igrišču naredili veliko tega tudi v zadnjih minutah, ko smo spet ponovno zaostajali, imeli priložnosti, vendar se nam ni šlo. In v trenutku, ko nam je uspelo izenačiti na 3-3, smo si vzeli trenutek predaha, ki je bil potreben, vendar nas je to predrago stalo. Dve nepazljivosti pri prekinitvah so bile danes odločujoče in enostavno je upati, da v bodoče takih stvari več ne bomo počeli, kajti v fazi napada smo bili res dobri, vendar je jasno, če dobiš 4 zadetke, je potem težko tekmo zmagati. Pokalna lovorika torej Domžalam, prvenstvena prihaja v Ljudski vrt. Nedeljska tekma zadnjega ligaškega kroga proti Domžalam se bo začela ob 17. Po koncu pa je na vrsti svečana podelitev na južni ploščadi z veliko zabavo v vijoličastem.